glede, zanima me, omenjali ste tudi Evropsko unijo, Evropsko komisijo, ta teden se pripravlja glasovanje o nezaupnici Junckerjevi komisiji, zanima me, kako boste glasovali vi. In pa kakšno je vaše mnenje, jasno, okoli teh domnev, kako je vodil Luksemburg glede davčnih utaj, se nam zdi to sprejemljivo ali ne, vemo, da nezakonito ni. Ja, zdaj tudi vprašanje je, kakšna je njegova vloga in pa vloga vseh predsednikov vlad, vseh, mislim, da celo govori o 18 državah, ki so spodbujale ali pa ustvarjale določene davčne niše, svojevrstne oaze, kamor je prihajal kapital v izogib večjim davščinam v svojih državah. Ne? Že na prvem zagovoru pred 10 dnevi je predsednik Juncker jasno povedal, da se ne čuti krivega za tako situacijo, da pa je večkrat tudi sam poudaril, tudi v predvolilni kampanji, da bo potrebno spremeniti evropsko davčno politiko in se izogniti tovrstni praksi. Moram reči, da ta zadeva, ta afera ni nova, se vleče že vsaj od leta 2010, ko preživlja svojevrstno življenje na luksemburških sodiščih, že od takrat naprej je postala javna stvar. Seveda je pa vprašanje, kako daleč so noter posamezne države oziroma posamezni pomembni evropski politiki. Zadnjič je predsednik Juncker kar uspešno zavrnil napade, recimo tudi gospoda Verhofstadta, ki je bil tudi predsednik nizozemske vlade in tudi Nizozemska je močno vpeta v tovrstne dejavnosti, poleg tudi Avstrija, Ciper, Velika Britanija in še nekatere druge države, mislim, večina evropskih članic. Kar se tiče tega glasovanja, jaz bom seveda proti temu, da bi že na samem začetku Evropska komisija padla, bomo podprli tudi socialisti, ki so naši koalicijski partner pri postavljanju evropskih struktur, recimo oblastnih struktur, in zagotovo ne bi bilo dobro, da bi zlasti evroskeptiki, ki podpirajo razrešitev predsednika Junckerja, dobili nov veter v njihova jadra. Itak se jih zlasti tako leve kot desne ekstremiste v Evropskem parlamentu, in teh je veliko, močno, čez 100, močno sliši v tem mandatu, veliko bolj kot v prejšnjem. Kaj pa proračun in odziv Evropske komisije na slovenski proračun? Poslali smo ga že, je kakršenkoli odziv? To ne vem, verjamem, da bo, glede na povečan primanjkljaj ne pričakujem pozitivnega odziva. Zdaj, nekaj ste sicer že omenili glede dela vlade in tega, ampak vendarle, po javnomnenjskih anketah v bistvu podpora delu vlade ni v bistvu velika. Tudi SDS je zdaj po zadnjih anketah prehitev stranko Mira Cerarja. Čemu v bistvu pripisujete to nezadovoljstvo? Kaj je glavni razlog po vašem mnenju? Slabo funkcioniranje vlade zagotovo vpliva na izjemen padec podpore vlade, že na samem začetku, že ob rojstvu, ob početju vlade, ker je nenavadno. Običajno takrat vlade še vedno na začetku dobivajo dodatno podporo. Spomnim se, da smo imeli čez 60% podpore v nekem trenutku, ko smo 2004-2005 prevzeli vlado, je vladalo neko navdušenje. Tukaj je že na samem začetku nek negativni odnos javnosti do vlade gospoda Cerarja in mislim, da se to ne bo dobro končalo. Da je vlada že na samem začetku v taki krizi tudi funkcioniranja. Dobro, 18% je res rezultat, ki podpore takega še nobena vlada ni dobila, tako slabega. Bomo videli, če se bo vlada nekoliko bolj učinkovito lotila svojih politik, nič pa ne kaže na to, to pa je res. Torej je res nenavadno stanje. To lahko pripelje kmalu do ponovne politične krize in iskanje izhode iz nje. In zelo lahko se zgodi, da bomo imeli naslednje leto ponovno izredne parlamentarne volitve. Ampak jaz sem že večkrat povedal, kakšen je recept, da se izognemo temu.
Preveliko število političnih subjektov sodeluje v zakonodajni pa predvsem v izvršni oblasti, da bi zagotovili neko enovito, celovito, konsistentno in učinkovito politiko vladanja. Očitno gospod Cerar ne zmore iskati ustreznih učinkovitih kompromisov, dogovorov z svojimi koalicijskimi partnerji. Morda odloča tudi preveč sam in to je rezultat funkcioniranja vlade. Jaz imam še eno vprašanje, gašprilo.vesel.net. Zanima me, ali si lahko obetamo kakšno spremembo politike SDS-a v zvezi z partnerji na desnici. Tukaj prihaja do zelo povišanih tonov, do nekega partnerstva ni videti. Poleg tega rezultat teh treh pomladnih strank, nekateri sicer govorijo, da pomladi skoraj da ni več, je bil zelo slab, 29%. Kakšna strategija SDS-a v povezavi do desne strani? SDS je vendarle stranka, ki že dve desetletji, če bi sešteli vse rezultate na lokalni, državni in pa evropski ravni, nekako najmočnejša politična sila v državi. In tudi na ta način kaže tudi svojo trajnost, ima močno številčno članstvo, je en tak stabilen organizem, ki ga ne more stresti, recimo kakšna afera, niti to, da zaprejo predsednika stranke. Jaz bi si želel, da bi bilo na slovenskem političnem polju več takih močnih, resnih političnih strank, kajti če bi to bilo tako, potem bi imele razna nevidna omrežja veliko manj vpliva in moči, kadar se deli recimo davkoplačevalski denar preko javnih razpisov in podobno. Stranke so nujen sestavni del, atribut moderne demokracije in to je ena od tistih točk, kjer je danes politična, kulturna klima slabša, kot je bila pred 25 leti. Takrat so ljudje želeli stranke, ker so vedeli, da brez tega, brez strank ni politične demokracije. Danes se ponovno govori, ali pa je mainstream stališče, da je nestrankarska demokracija ali pa da so ad hoc stranke neka noviteta, ki bo prinesla ali pa izboljšala kvaliteto demokratičnega življenja, pa seveda temu ni tako. Nekateri so Johna Keena, ki je pred 2 letoma napisal zadnjo knjigo o življenju in smrti demokracije, vzeli preveč resno. Torej stranke, Slovenija potrebuje močne politične stranke, trajne politične organizacije in le tako bo lahko preprečila klientelizem, korupcijo in podobno. Zdaj, naš odnos do ostalih je, mi si želimo tudi na sorodnem političnem polju, desna sredina, stabilne politične stranke in želimo si sodelovati z njimi, ampak včasih za sodelovanje sta potrebna najmanj dva. Nekateri imajo napačno strategijo, se osvobajajo od nas, pa bi lahko rekli, da lezejo v naročje komu drugemu. Jaz mislim, da to napadi in strašenje z patronatom SDS na desno sredini, da ni fair. Pomladne stranke ali pa desnosredinske stranke so bile vedno uspešne, kadar so sodelovali med seboj. Jaz mislim, da je ta formula velja tudi za prihodnost. Nisem pa prepričan, da se ne bo na tem polju pojavila še kakšna stranka. Na levi sredini so veliko bolj kreativni in inovativni, kar se tega tiče. Prostora je več kot dovolj. Naš cilj je, da je čim večji del volilnega telesa aktivno vpet v politiko, da je tistih apatičnih čim manj in več, ko bo ljudi aktivno vključenih v politiko, bolj bo stabilna demokracija in bolj bo trdna demokracija in manj, ko bo takih, bolj je ranljiva. Torej, želimo si sodelovanje na desno-sredinskem polu, ampak želeli bi, da so tudi naši prijatelji ali pa sorodne stranke, sestrske stranke, tudi bolj odprti do nas. Gospod Košina. Ja, prosim. Kaj pričakujete od kongresa Nove Slovenije? V soboto se delno ste že odgovorili, ampak kaj se bo to zgodilo?
Ne vem, ne bi želel razmišljati o kongresu sestrske stranke, ker smo glihkar ugotovili, da je to zelo občutljiva tema in področje. Želim, da bi z Novo Slovenijo imeli dobre odnose, produktivne odnose, da bi se tudi na ta način desno sredina ali pa desnica revitalizirala svojo moč in da se ne bi ponovil slab rezultat iz zadnjih volitev, kot je bilo malo prej omenjeno. Menite, da bi sprememba na vrhu Nove Slovenije prinesla približevanje SDS-u ali še naprej oddaljevanje? Zdaj tudi ne vem, kdo bo vse kandidiral. Zaenkrat poznam samo dva. Mislim, da bi bilo potrebno narediti oddaljevanju konec in bi bilo dobro, da bi kdorkoli bo že predsednik začel povezovalno politiko. Jaz bi samo še eno vprašanje za kolegico. Stališče SDS-a za priznanje Palestine. Ja. Je zanimivo, da to vprašanje postaja prvovrstno vprašanje v mednarodnih odnosih ali pa vsaj v delu mednarodne politike. Jaz mislim, da se mora najprej vzpostaviti normalni pogoji, da se prije do medsebojnega priznavanja obeh strani Izraela in Palestine. Dokler bodo eni govorili, pomembni politični akteri na palestinski strani, da je glavni cilj uničenje izraelske države, židovske države, do takrat pač niso vzpostavljeni normalni pogoji za vzpostavitev države in pa za enakopravno sodelovanje med Palestinci in Izraelci. Morali bi torej narediti najprej ta prvi korak, da se omogočiš ali pa dopustiš eksistenco drugemu. Če tega ni, potem seveda niso vzpostavljeni pogoji za kaj takega. Jaz si želim, da Palestina postane svoja država, da končno postanejo tudi samostojni, da bodo sami skrbeli in odgovorni za svoja prihodnost, da ne bodo vedno odvisni od finančne pomoči drugih, Evrope in podobno. Evropska unija Palestini namenja največ pomoči, veliko več kot Rusija ali pa Amerika in podobno. Ampak nima pa veliko besede pri reševanju palestinsko-izraelskega spopada. To pomeni, da smo še tudi pri vzpostavljanju naše varnostne in zunanje službe močno na začetku. Torej mi veliko vlagamo, veliko dajemo, imamo sporazum z njimi, trgovinski, tako da jim veliko pomagamo s strani Evropske unije, nimamo pa vpliva na njihove odločitve. Tudi kadar, ko gre za vprašanje njihovega odnosa z Izraelom.